Pozdravljeni v oddaji Pregled tedna. Poglejmo si, kaj se je ta teden dogajalo v slovenski Istri in širše. Včeraj je javno podjetje Okolje Piran organiziralo predavanje na temo prisotnosti ščurkov v gospodinjstvih. Na področju slovenske Istre je zaradi živalim ugodne klime ta problematika še toliko večja, zato je prav, da so ljudje seznanjeni s postopkom reševanja oziroma zmanjševanja te težave. Osrednji govorec dogodka je bil Đani Dolšak iz podjetja Radit Koper, ki se med drugim tudi ukvarja z dezinsekcijo in deratizacijo majhnih vsiljivcev. Slovenska Istra je malček drugačna od Slovenije. Prvič, zaradi podnebja, se pravi, nimamo zim, toplo je in pri nas že avtohtono živi ena vrsta ščurka, ki nam dela tudi največ problemov. Tako da, kje jih dobimo? Dobimo jih tam, kjer so idealni pogoji za življenje in razmnoževanje. Ščurek, o katerem govorimo, Blatela orientalis, ima rad vlažne in temne prostore, mirne. Človek je zgradil kanalizacijo, ki izpolnjuje v nulo te pogoje, s tem, da ji v kanalizaciji, po kanalizaciji še pošiljamo hrano. Ne? Tako da tle tiči glavni problem. Ljudje ponavadi pokličejo, ko je prepozno. Se pravi, se obrnejo po pomoč, ko je infestacija že zelo razširjena. Ne? In seveda, bolj ko je okuženo, infestirano, težje je situacijo odpraviti. Premalo sodelujejo, premalo izkoriščajo možnosti, ki jim ponujajo občine in komunale. Dokaj slabo se odzivajo na vabila, da istočasno z komunalami pristopijo k reševanju težav. In tako, no. Dosti packajo sami. Dezinsekcija se mora opraviti 2-krat letno, v Piranu pa je ta potreba praviloma še večja. Gre za plinjenje oziroma razstrupljanje vodnih odtokov, ki je za to problematiko najučinkovitejše. Ljudje si sami težko pomagajo, saj bodo ščurki prej ali slej prišli nazaj v domove. Če opaziš enega, je pametno počakati dan, dva, spremljati situacijo, mogoče kupiti kakšen sprej. Ampak po temu, ko jih imaš en mesec, pol leta in ko se cel blok odloči, da bo naredil dezinsekcijo, da ne dovoliš vstopa in ne dovoliš dezinsekcijo, to je pa zgrešeno. Za kanalizacijo obalne komunale moram reči, da kar v redu skrbijo. Zadnja leta smo sploh naredili en velik korak naprej in zdaj se trudimo privabiti zraven še občane, ker v bistvu se poznajo vremenske spremembe in posledica teh vremenskih sprememb je več generacij, se pravi, se ščurki bolj množijo, kot so se pred leti. Namen dogodka je bil ozavestiti, kako se lotiti ščurkov in zakaj je dezinsekcija edina pravilna dolgoročna rešitev. Najbolj bo torej pomagala takrat, ko jo bodo ljudje opravili istočasno s komunalo, ko bo šok večji in se bitica ne bodo morala zateči k sosedu. V ponedeljek se je v Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše Istre v sodelovanju z Združenjem Bonding psihoterapevtov odvilo strokovno srečanje s tiskovno konferenco, na katerem je priznani psihoterapevt dr. Bogdan Polajner govoril o celostnem razreševanju zasvojenosti, ki je v današnjem svetu prisotna na številnih področjih. Glavno sporočilo dogodka je bilo: Vsebinsko glavno sporočilo je gotovo to, da se zasvojenosti da rešiti. Tam, kjer gre za resno zasvojenost, recimo z alkoholizem, zasvojenost z drogami, pa še marsikakšna druga, je takšna, iz katere se ljudje včasih sami ne uspejo in ne morejo rešiti, pa potem nekateri obupajo. Včasih celo nekatere stroke mislijo, da je to neozdravljiva, kronična, ponavljajoča se bolezen, ki traja skozi vse življenje. Dejansko je pa zasvojenost motnja, ki za ustrezno obravnavo izzveni. Ustrezna pa pomeni celostna,
pomeni pa tudi kar dolgotrajna. Tradicionalnih je tobak na prvem mestu, ponavadi Slovenci narobe rečemo, da je droga številka 1 v Sloveniji alkohol oziroma alkoholizem. Tobak nam vzame vsak dan 10 življenj, alkohol in alkoholizem približno 3. Ilegalne droge so, hvala Bogu, tam pod 0%, vendar so seveda problem. Med mladimi, pa tudi med odraslimi, je pa vedno večji porast tako imenovanih sredstev za omamljanje zavesti, pametni telefoni, računalniki, videoigrice. Rezultati kažejo, da so pri mladih bolj prisotne ekranske zasvojenosti ter tudi tradicionalni zasvojenosti z alkoholizmom in tobakom. Med drogami je nekoč vladal heroin, zdaj pa kraljuje kokain. Sloveniji v boju z zasvojenostjo ne kaže najbolje, saj je glede te problematike v samem evropskem vrhu. Kako pa to preprečiti oziroma kdaj je pravi čas za to? Ja, pravi čas je čim prej. Bolje se zmotiti pa prehitro ali pa po nepotrebnem iskati pomoč. Saj škode z tega vidika ne bo, vsaj ne neke znatne, obratno je pa lahko resna škoda. Kasneje, ko se začne težje, bolj dolgotrajno je reševanje oziroma razreševanje zasvojenosti, tako da seveda čim prej. Za zasvojene osebe je značilno, to je del njihove osebnosti, značaja, še preden so posegli po alkoholu, drogah ali čem tretjem, da v stiski ne zmorejo prositi za pomoč. To je na nek način ena diagnostična posebnost oziroma razlika med zasvojenimi osebami pa drugimi osebami z raznimi duševnimi motnjami, boleznimi in podobno. Preveč tiho trpimo, preveč dolgo časa prenašamo razna trpljenja, ne samo zasvojenosti, preden nekako se postavimo po koncu ali zase osebno ali pa tudi za širše družbene potrebe pa interese. Po zasvojenostih smo nažalost kar bolj med prvaki, blizu medalj, v najbolj negativnem pomenu besede, podobno kot pri samomorih, samomorilnosti, smo tudi visoko v vrhu. Drugo je pa stvar potem, iz katerega vidika se primerjamo, ali z alkoholizma, ali z zasvojenosti z drogami in tako dalje. Tu pač seveda potem nastopa nekaj razlik, ampak tako v enem povprečju smo pa žal kar precej obremenjeni z omamljanjem zavesti in pa z zasvojenostmi. Na predavanju sta bila predstavljena tudi priročnik in delovni zvezek, ki predstavljata novost v slovenskem širšem prostoru. Če je prvi namenjen strokovnjakom in ljudem, ki pomagajo zasvojencem, pa je delovni zvezek namenjen prav slednjim. S prebiranjem, vpisovanjem podatkov in reševanjem določenih nalog bi si pri problematiki lahko sami v manjši meri pomagali, kar je ključnega pomena. Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper je objavil razpis za najem 2 neopremljenih tržnih stanovanj, namenjenih mladim 2- do 4-članskim družinam, pri čemer nobeden od partnerjev ne sme biti starejši od 40 let. V najem se ponujata stanovanje na Ribiškem trgu, velikosti skoraj 76 kvadratnih metrov in dobrih 683 evrov mesečne najemnine. Ter stanovanje na Sabinjevi ulici velikosti skoraj 55 kvadratnih metrov in 501,12 evra mesečne najemnine. Najemna pogodba bo sklenjena za 5 let z možnostjo podaljšanja. Na razpis se lahko prijavijo državljani Slovenije ali Evropske unije s stalnim prebivališčem v Kopru ali Ankaranu v zadnjih 10 letih, ki so zaposleni za polni delovni čas, imajo najmanj prvo bolonjsko stopnjo izobrazbe ter ustrezajo določenemu dohodkovnemu cenzusu. Prijavitelji se lahko potegujejo le za eno stanovanje in morajo ob prijavi plačati 500 evrov akontacije. Prednost pri dodelitvi bodo imeli kandidati, pri katerih tržna najemnina predstavlja manjši delež družinskega dohodka. Ogledi stanovanj so možni po predhodni najavi, prijave pa zbirajo do 8. decembra v prostorih sklada ali po pošti. Danes se v koprski protokolarni dvorani svetega Frančiška Asiškega začenjajo 4. dnevi mladega oljčnega olja. Namen dogodka je oljkarjem omogočiti, da svoje izdelke predstavijo kot vrhunska olja v širšem slovenskem in mednarodnem prostoru.
Uvodni dogodek, Mlado oljčno olje, bo združeval razstavo letošnjih vzorcev ter podelitev nagrad najboljšim mladim oljem slovenske Istre. Prvič bodo podelili tudi posebno priznanje zaščitene označbe porekla ter nagrado za najbolj všečno mlado oljčno olje po izboru gostincev in novinarjev. Recimo, če gre prav za nagrajevanje nekega olja in iskanje nekega olja, ki bi mu rekli, da je recimo na nekem tekmovanju šampionsko, gledamo na to, da je olje kompleksno, torej v bistvu nekako število deskriptorjev, ki bi temu olju pripisali. Druga stvar je harmoničnost, torej to, da to, kar zavohamo v bistvu na nosu, tudi začutimo v bistvu na okusu v ustih. Na ocenjevanju v začetku novembra so prejeli 121 vzorcev, med njimi 50 sortnih in 14 z oznako zaščitena označba porekla. Komisija pa je izpostavila tudi izjemno kakovost letine. V bistvu sprva je kazalo, recimo, cvetenje je bilo kar obilno, potem je bila recimo poleti tako nekako malo večja količina padavin in nekako s tem povezano tudi strah pred oljčno muho in kakšnimi glivnimi boleznimi na listih. Na koncu pa zdaj po koncu sezone vidimo, da recimo je bila 2 leti nazaj sezona precej slabša v smislu te napadenosti z oljčno muho in vidimo tudi, da smo bili vseeno sposobni pridelati veliko vrhunskega olja. 26. novembra praznujemo Svetovni dan oljk, ko bodo v Marezigah slovesno odprli oljčno fontano, obiskovalci pa bodo lahko poskusili vsa ocenjena olja. Istega dne bo javna tribuna o vzpostavitvi kompetenčnega centra za oljkarstvo in mediteranske kulture, ki naj bi povezal stroko, tradicijo in lokalno skupnost ter podpiral trajnostni razvoj in inovacije v panogi. Zaradi priprav na postavitev prireditvenega prostora in drsališča v Ankaranu od sobote do 16. januarja parkirišče v središču Ankarana ne bo več dostopno. V tem času bodo obiskovalci lahko uporabljali ograjeno parkirišče Adria Ankaran Hotel in Resort. Tam bo parkiranje med 24. novembrom in 20. januarjem stalo 1 evro na uro. Festival December v Ankaranu se bo začel v četrtek, 4. decembra, s prižigom praznične okrasitve in tudi letos prinesel pester nabor kulturnih doživetij, otroci pa se bodo lahko znova brezplačno zabavali na drsališču. V slovenski Istri se te dni odvija festival ustvarjalnih zgodb Fuzgo. Zajema določene pripovedovalske dogodke za otroke iz vrtcev in osnovnih ter srednjih šol. V pripovedovalske svetove se podajajo z igro s kartami Zgodbakus, preko katere si udeleženci izmišljujejo zgodbe. Zdaj, namen pripovedovanja je vsekakor ta, da, kot sem že rekla čisto na začetku, ker je to početje izredno blagodejno za razvoj in rast možganov ljudi, skupnosti, se pravi, razvijamo besedoslovje, razvijamo govor, dikcijo, razvijamo domišljijo, predvsem razvijamo ustvarjalno mišljenje, ki je tisto, ki recimo doda neko dodano vrednost oziroma preko ustvarjalnosti in ustvarjalnega mišljenja izstopamo tudi iz okvirov vsakdanjega že poznanega in iščemo nove rešitve. Drugo je pa pripovedovanje, festival pa je v bistvu s tem namenom, da se prvič začne razširjati tudi tak način, recimo pripovedi in zgodb. Drugo pa je, ker pripovedovanje odpira recimo nek krog, v katerem se poslušamo, se gledamo, se vidimo, se slišimo, pripovedujemo, si izmenjujemo zgodbe in na tak način gradimo neko empatično skupnost, vključujočo skupnost, zato ker se vidimo, razumemo, da nismo enaki, da smo različni in da je super, da smo različni in mislim, da na tak način korak za korak gradimo tudi neko bolj odprto, bolj strpno in bolj empatično družbo, ki bo po meri človeka
pa mogoče ne toliko po meri, ne vem, kapitala ali pa tehnologije, ne. V sredo so v sklopu festivala otvorili še multimedijsko razstavo z naslovom Iz semena raste sonce, ki zgodbe pripoveduje preko fotografij, slikarstva in prostorskih inštalacij. Razstavljalci so Tina Furlan, Martin Peca, Vid Svetina in Petra Berčan. Njihove zgodbe so obiskovalce nagovarjale na več ravneh, jih vabile k vstopu v pripoved, razmisleku in osebnemu doživljanju razstavljenih del. Razstava je gledalcem omogočila, da so se v trenutku odločali, na kakšen način bodo vstopili v izkušnjo in izrazili lastno interpretacijo. Moje dela, fotografije izdelane v klasični tehniki, so v bistvu del mojega diplomskega dela letošnjega na Akademiji umetnosti v Novi Gorici. In z njimi s temi fotografijami sem odkrival naravo skozi fotografijo v smislu matematičnih zakonitosti v naravi. Torej, ne vem, Fibonaccijevo zaporedje, pa zlati rez, pa pač neka matematična pravila, neka ponavljanja, ki se pojavljajo v naravi in ki jih marsikdaj spregledamo. V soboto ob 10. uri bo v Gajbli ustvarjalno dopoldne, kjer si bodo raziskovalci vseh starosti skupaj izmišljali in pripovedovali zgodbe s pomočjo pripovedovalske igre Zgodbakus, ki jo bo vodila avtorica Samanta Kobal. V ponedeljek ob 16.30 pa bo v Tartinjevi hiši v Piranu nastopila mladinska skupina iz Gorice Li Briljamo z glasbeno-gledališko pripovedjo, s čimer se bo festival tudi zaključil. Na Japonskem se je v ponedeljek zaključila še zadnja regata v okviru svetovnega pokala jadralk na deski, ki jo je Slovenka Lina Eržen končala na 2. mestu. Letos je bilo predvidenih sicer kar 5 regat za dekleta, a so zaradi vremenskih pogojev izpeljali samo 2. Članica koprskega kluba Bum je bila tik pred vrhom tudi na prvi preizkušnji na karibskem otoku Guadeloupu. Prvi favoritini pred in med tekmo na Japonskem, 23-letni Francozini Justine Lemétayer, se je na zadnji tekmi pripetilo število nesrečnih slučajev, zato je Lini Eržen in Španki Blanki Alabau ponudila možnost za skupno zmago in zmago na tekmi. Po seštevku točk in pravil v primeru izenačenosti pa je kratko potegnila prav naša tekmovalka iz planine pri Rakeku, ki je na koncu osvojila 2. mesto na dotični regati in 3. mesto v skupnem seštevku. Kot je sama dejala, je na uspeh, ki je plod trdega dela, odrekanj in uživanja pri jadranju, zelo ponosna. Zdaj jo čaka polet proti Siciliji, kjer se bo na Evropskem prvenstvu v Ecofoil pridružila bratu. Tokratni posnetek tedna prihaja iz Pulja. Nekega večera se je sredi mesta ob glavni cesti znašla lačna živalca, ki se ni pustila motiti. Vohljala in brskala je po bližnji travi, mi pa lahko le upamo, da si je našla kaj za podzob ter da je srečno prišla nazaj domov. Pozdravljeni v novi oddaji Kulturnega napovednika. Že nocoj 21. novembra ob 21. uri se lahko odpravite v Mandrač bar v Kopru, kjer bo potekal težko bluzovski in funk rock večer z glasbeno skupino Paranoise. V soboto 22. novembra pa se bo program začel ob 10. uri v Monfortu v Portorožu, kjer bo potekala 42. mednarodna arhitekturna konferenca Piranski dnevi arhitekture, eno najpomembnejših srečanj arhitektov v regiji. Ob 17. uri pa v Kulturnem domu Izola sledi poglobljena okrogla miza z naslovom Kultura upora, pomen alternativne glasbe v Sloveniji in svetu, ki odpira vprašanja o vlogi alternative, uporništva, komercializacije ter dediščine istrske underground scene.
Glasbeni večer se bo nadaljeval ob 21. uri v Snack baru v Kopru s koncertom rock'n'roll skupine Heaven X. Ki ogrožajo aorte, vem, da lažje bi bilo in manj zakomplicirano. Če bil bi res umirjen, priden, fin in neškodljiv kot angelček. Adrenalin, da ohranim svoj spomin. Adrenalin, hočem biti siguren, da živim. V sebi sem nemiren, precej sem nas videl. Na sredin večer 26. novembra ob 19. uri pa bo v Pretorski palači v Kopru potekal literarni večer z naslovom Prevajanje, žlahtno soavtorstvo, posvečen ustvarjalnosti tržaške prevajalke Darje Bertoki. Dan pozneje, v četrtek 27. novembra, pa bo ob 18. uri v Bastionu v Kopru potekala istrska premiera avtorske gledališke predstave In jaz komaj diham avtoric Katje Markič, Katje Gorečan in Rine Pleteršek. Istega dne ob 20. uri v Auditoriju Portorož sledi koncert opera Rockstar, v katerem bo Jure Počkaj združil operno virtuoznost z rokovsko energijo. Petkov večer pa bo sklenjen z dvema glasbenima dogodkoma, in sicer ob 20. uri bo v Centru mladih Koper potekal rap večer Black Rap Friday, na katerem bodo nastopili Aljo, Faker, Timps, Smirbe, Reta and Axel, Mace in Novakec. Ob 22. uri pa bo v Bastionu v Kopru sledila še delavnica DJ-anja, ki jo bodo izvedli člani kolektiva Only Chance. To je z naše strani vse, hvala za ogled in se vidimo prihodnji teden. To je bilo za danes vse, hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.